V bistvu celo življenje že delam na laboratorijskih miškah. Najdem v njih nek večji smisel, kajti menim, da vse te raziskave, ki jih delamo, imajo nek namen, nek pomen in nek cilj za prihodnost medicine. Jaz sem v bistvu dr. Maša Čater, raziskovalka na Biotehniški fakulteti in operativni vodja Centra za laboratorijske živali. Nahajamo se na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Mi smo edini center za laboratorijske živali na naši fakulteti. Moje ime je Simon Horvat, sem profesor genetike in se že kar večji del moje kariere ukvarjam tudi z raziskavami na živalih, med drugim tudi laboratorijskimi mišmi. Kaj je namen teh naših vedenjskih analiz? Delovanje mišjih možganov je enako kot delovanje človeških, se pravi, lahko z raziskavami na miškah veliko bolje razumemo človeške možgane, kako delujejo, kaj se zgodi, da gre nekaj narobe, da nastane neka bolezen, in tudi na ta način lahko razvijamo nova zdravila. Raziskujemo v glavnem na področju genetike, imunologije, tudi prehranske študije delamo in v zadnjem času vedenjske študije. In vsa ta spremljanja niso, ko bi rekla, na roke, ker človek naredi preveč napak in tudi njegova prisotnost bi motila miš zraven. Zato uporabljamo novo tehnologijo, se pravi pametne kamere in pa softvere, ki so sposobne same slediti premikajočemu predmetu in tudi beležiti sproti hitrost, smer gibanja, različna gibanja, plezanje, skakanje. Smo pa edini v Sloveniji zaenkrat, ki znamo v bistvu razviti transgene, tako imenovane gensko spremenjene modele miši, ki so v bistvu odločilne pri raziskovanju vloge genov, če hočete tudi organov, na osnovi celega organizma. Torej, mi smo res edini na svetu, kjer vzrajamo tako imenovano debelo in vitko linijo miši, ki so jo razvili na Univerzi v Edinburgu. Posebnost teh linij je ta, da nista debeli ali vitki zaradi okvarjenega samega gena, kar je zelo redko tudi pri človeku in živalih, ampak je v ozadju veliko učinkov velikega števila genov, kar je pa najbolj pogosta oblika debelosti pri človeku in so zato tako edinstvene, da preučujemo to genetsko ozadje nalaganja maščevja lahko pri človeku in tudi v živalih. To je 50-gramska miš, klasične miši so okrog 25 gramov, tako da v bistvu dvojno težo tale mišjak nosi. Vitke imajo samo tam okrog 4% telesnega maščevja, medtem ko debele tudi 24-25, taka 4 do 5-kratna razlika. Poleg tega, da sodelujemo z kolegi seveda iz našega oddelka in Biotehniške fakultete, imamo zelo veliko sodelov z drugimi v Sloveniji. Imamo pa seveda mednarodno sodelovanje že desetletja, napeljano in zelo uspešno z Univerzo v Nottinghamu v Angliji in pa Univerzo v Edinburgu na Škotskem. To so moderne tehnologije, in tonelčki in balkoni, da imajo v bistvu še en prostor več, za spanje, za igranje. Imamo tudi hiške, občasno menjamo te stvari, da ni skozi isto. Občasno jim dajemo tudi kakšen material za grizenje iz lesa. To je v bistvu čista celuloza in damo, ko zamenjamo kletko, dobijo to noter in takoj sufajo v tako gnezdo. To je taki neke vrste gnezdilni material, lažje temperaturo vzdržujejo, pa varno se počutijo.
Hkrati bi pa še poudarila, da se na vseh nivojih zaposlenih zavedamo, da delamo odgovorno delo z živalmi. Poskušamo delati raziskave samo takrat, ko je to nujno potrebno, in da seveda spoštujemo njihovo življenje in dobrobit na vsakem koraku. Kajti tudi mi se radi vsak dan, ko se vidimo z njimi, radi vidimo, da so dobro rejene, da so dobrega zdravja in da se dobro počutijo. Jaz razumem laboratorijske miši, da so to eni tihi heroji znanosti. Namreč brez njih ne bi bilo toliko znanja, ne bi bilo toliko uspešnih zdravil, cepiv, ne bi bilo toliko varnih terapij, ne bi bilo toliko varne hrane, če hočete tudi aplikacij uspešnih v okolju. Zato sem rekel, da so tihi, neprepoznani, premalo cenjeni heroji znanosti.